je načrtoval tako, da si je vmes ogledal znamenitosti v Trstu, Milanu, Parizu in tudi za postanek pri Lučki Mariji je bilo dovolj časa. Tako je ravno na današnji dan, 13. februarja, pred 80 leti daroval mašo pri Lučki Mariji. Ta obletnica ni bila načrtovana, ko smo določali datum prireditve. 16. februarja 1936 ob 10. uri je ladja izplula iz pristanišča na pot čez Atlantik in Evropa je ostala za njim. Med potjo si je veliko časa vzel za učenje novega jezika. Zadnji dan vožnje je bila nedelja. Pot že ni bila več samotna. Počasi se je pričelo kazati obrežje z gradbami. Z nočjo so bili v buenosajreškem pristanišču. Imel sem nekaj naslovov. Enemu, Mucu iz Drašičev, čigar žena in hčerka Milica sta nedavno tega prišli iz Evrope, sem sporočil svoj prihod. Upal sem, da me bodo čakali. Toda bilo ni nikogar, niti psa, ki bi me odlajal. Bridko sem občutil to in zato sem se tem bolj potrudil pozneje, ko so prihajali brezdomci v Argentino. Še isti večer sem si privoščil majhen sprehod po Buenos Airesu. Hotel sem videti, kakšno podobo ima to velemesto. Tujega, zelo samega, tako neskončno samega sem se počutil, da bi kar zajokal. Res me je bolelo, da nisem našel živega bitja, ki bi mi prišlo stisniti roko v pozdrav. Vzel sem v roke molek in pri drugi skrivnosti obiskanja tete Elizabete sem doumel, da je tako tudi dobro in prav. Komaj sem zmolil molitev do konca, je minila moja otožnost in sladki sen me je prestavil v deželo pozade. Gospod Kastelic je ves čas želel dobiti tudi kakega primorskega duhovnika za delo med primorskimi rojaki. Po daljšem prizadevanju je prepričal gospoda Davida Doktoriča. Ko so si na to razdelili svoje delo, je pa na svetu dr. Izidorja Cankarja prevzel gospod Doktorič skrb za Slovence in jugoslovane v Urugvaju. Skupna zadeva vseh treh duhovnikov je bilo duhovno življenje. Ta revija, ustanovljena sprva kot priloga Slovenskega lista, se je leta 1934 osamosvojila. Ustanovitelj in prvi urednik je bil gospod Jože Kastelic. Pred prihodom v Argentino sta išli že 102 številki. Tudi Hladnik je revijo dobival že v Zagreb in Kostanjevico. 6. marca 1936 je išla 103. številka, ta pa že pod njegovim vodstvom. Poleg tega je bil odgovorni urednik Slovenskega lista. Tudi v tistem tedniku je išlo mnogo njegovih črtic in slik, ki jih je posnel med obiski pri Slovencih. Največja naklada duhovnega življenja pod njegovim vodstvom je dosegla 2000 izvodov. Po veličastnem evharističnem kongresu leta 1935 v Ljubljani se je začela priprava na kongres Kristusa kralja. Takrat se je ponudila priložnost, da se pripravi romanje v domovino, vendar zaradi Hitlerjeve dejavnosti v Evropi to ni bilo več mogoče. Kmalu po tistem, bilo je 3. septembra, že po noči, je zaslišal kričanje časopisnih raznašalcev bolj glasno kot navadno. Začel se je vojni ples. Hitler je udaril na Poljsko, boji v Gdyni in Gdansku. Zagomazelo me je po vsem telesu. Vedel sem, da se je požar vnel in kje se bo ustavil. Tudi sem vedel, da naši Švabi v Slavoniji in kočevari v Sloveniji sanjajo o velikem nemškem rajhu,
ki je že prišel do koroške meje. Ko pride zjutraj gospod Kastelic, ki je živel v duhovnem domu in imel dnevno mašo ob 10:30 v Floresu, sva preudarjala položaj, ki je nastal. Janez, le pripravi se na najhujše. Če ne bo že pred to zimo, bo gotovo drugo leto, ko pridemo mi na vrsto. To, česar ne razumem, je, kako je mogoče, da sta se Hitler in Stalin pobratila. Leta 1940, v začetku marca, se je gospod Kastelic pridružil odpravi za vzpon na Aconcagua. 7. marca je omagal samo 300 metrov pred vrhom. Imel je veliko željo, a premalo pripravljen za naporni vzpon. Odmev vojne v Evropi je postajal čedalje glasnejši. Med rojaki je začela pihati rdeča sapa. Posebni oddelek pri policiji se je zaradi tega začel zanimati za slovenska društva in časopisje. Da bi se tedniku Slovenski list ne zgodila kakšna nevšečnost, ga je pokril svojo duhovno suknjo. Pisal je razna poročila in črtice. Ljudje so njegovo pisanje radi brali in tako je držal ta položaj vse do leta 1944, ko je Titova propaganda osvojila javno mnenje in se je moral makniti iz uredništva. Na cvetno nedeljo 6. aprila so Nemci napadli Jugoslavijo. Ko je prebiral vojna poročila, je izvedel, da je bilo nekaj boja z Nemci na Dravi in še ponekod na slovenski meji. Italijanske čete pa so prodrle do Ljubljane. Ustanovljena je bila nova italijanska dežela, Ljubljanska pokrajina. Na to pa nobene besede več. Tudi nobenega pisma od doma več. V juliju 1941 dobim pismo. Pisal mi je Franc Gabrovšek, moj novomašni govornik. Kako je doma, ne ve nič. On je odpotoval kot odposlanec Slovenske ljudske stranke v Jeruzalem. Pri bombardiranju Beograda je bil ubit dr. Kulovec. V Ljubljani se šopirijo Italijani, v Mariboru pa Nemci. Pavelić pa je razglasil svojo neodvisno Hrvaško. In še naroča, bodi na straži, verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terjala od tebe mati domovina. Domovina je ostala brez glasu. Sredi poletja 1941 šele dobi iz izuitskih virov strahotno in obširno poročilo o dejanju Nemcev na Gorenjskem in na Štajerskem. Nečloveško postopanje z duhovniki in inteligenco ter maščevalno pobijanje talcev. V mesecu oktobru izve za smrt svoje matere, ki je umrla 14. maja 1941. Slovenska
slavni